Lepo pozdravljeni. April je mesec avtizma. In danes je z mano v studiu tudi direktorica zavoda Modri december, Zavoda za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma, Patricija Lovišček. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Letos tudi vaš zavod pravzaprav praznuje okroglo obletnico, in sicer kar 10 let. Se je v tem času, takole vsaj na področju Slovenije, spremenilo zavedanje o avtizmu? Nekako pavšalno rečeno se mi zdi, kot da 20 let nazaj sploh nismo vedeli, da obstaja. Res je, točno tako kot pravite, res drži. Pred 20 leti smo res sem pa tja lahko zaznali nekoga, ki je morda kaj malega slišal o avtizmu. Zadnjih 10 let, kar mi delujemo, seveda lahko rečemo, da se je zgodil premik v prepoznavanju avtizma, o višjem zavedanju. Vsekakor pa nismo še dosegli vrha, ne. Vsekakor to stanje, ki ga kljub vsemu imamo danes, ni tisto, ki bi si ga mi želeli še za naslednjih 20 let. Kdaj pa so pravzaprav odkrili avtizem? Ker nekateri danes govorijo, češ vse več je otrok z avtizmom, po drugi strani pa verjetno se ga zdaj komaj da prepoznava in je ves čas bil z nami. Absolutno. Najstarejši ljudje, še živeči, ki imajo avtizem, so stari preko 80 let. Tako da poznamo pa kar nekaj iz naših zgodovin, ki bi bili danes še starejši, če bi bili še med nami, za katere lahko zlahka rečemo, da so imeli avtizem, ampak če govorimo o še živečih, avtizem ni od včeraj, avtizem se ni zgodil pred 20-30 leti, ampak je že zelo, zelo dolgo z nami. Res pa je, da je poleg tega, da je avtizem najhitreje naraščajoča razvojna motnja, je res tudi to, da ga mi danes oziroma zadnjih nekaj let, ali tudi desetletij povsod po svetu, v Sloveniji pa zadnjih nekaj let, hitreje in lažje prepoznamo. Več imamo mehanizmov, s katerimi lahko lažje in hitreje odkrijemo oziroma prepoznamo avtizem pri osebah. Na kakšen način pa pravzaprav ga lahko prepoznamo? Avtizem ni bolezen. Avtizem je stanje. Avtizem je nevrološko razvojno stanje oziroma motnja, ki se kaže kot posebnost v vedenju. Torej, vedenje je tisto, ki pri nas vzbudi pozornost, ga opazimo kot vedenje, ki ni tipično, ki ni večinsko, ki ni enako, kot ga uporabljajo vrstniki tega otroka ali pa te osebe. Avtizem lahko seveda diagnosticiramo tudi pri odraslih, ne samo pri otrocih. Tako da vedenje je tisto, na katerega je fino, da smo pozorni, oziroma če mi zaznamo neko posebnost v vedenju, je to signal, ob katerem lahko pomislimo, da gre morda lahko tudi za avtizem. Zakaj pa je recimo pomembno, da vemo, da oseba živi z avtizmom? Glede na to, da je spekter precej širok in so nekateri zelo funkcionalni, zakaj je dobro potem, da prepoznamo, da imamo to diagnozo? Če mogoče malček širšem predstavim vsaj moj osebni vidik, pa tudi vidik kolegov, s katerimi delimo isto mnenje. Diagnoza na papirju ni tista, ki bo osebo ovirala v življenju. Torej, če imamo diagnozo v našem zdravstvenem kartonu, nam to ne bo predstavljalo nikakršne ovire naprej v življenju. Ne pri izbiri šole, ne pri opravljanju šoferskega izpita, ne pri izbiri službe, skratka pri ničemer. Vedenje pa je tisto, ki nas bo oviralo v življenju. In zdaj, če odgovorim na vprašanje, zakaj je diagnoza. Če je oseba z avtizmom, ne glede na to, ali ve ali ne ve, da ima avtizem, tako res zelo dobro funkcionira. Včasih smo temu rekli, da so visoko funkcionalni. To pomeni, da je njihovo vedenje precej podobno tipičnemu, torej vedenju nevrotipičnih oseb. Potem taka oseba v življenju nima večjih težav oziroma izzivov, kako pristopiti v komunikaciji, v interakciji z drugimi ljudmi. Ker pa je avtizem spekter, kot ste omenili, pa imajo posamezniki lahko večje izzive pri vsakdanjem življenju. Izzive v smislu, da ne razumejo najboljše, kaj mu vrstniki sporočajo, če govorimo o otrocih, oziroma kaj jim sodelavci, kaj jim sorodniki sporočajo, kot so recimo odrasle osebe. In se seveda osebe z avtizmom na te komunikacije in interakcije neustrezno obnašajo, izbirajo neustrezna vedenja. Torej, zakaj je dobro vedeti, ali ima oseba avtizem ali ne?
če govorimo o osebi, zakaj je dobro, da oseba ve, ali ima avtizem ali ne, je to dobro zato, da se lahko neha spraševati, kaj je narobe z menoj. A sem jaz res tako drugačna, da ne morem vstopati v ta svet, tako kot vstopajo moji vrstniki. Torej, kaj je narobe z menoj? Teh vprašanj naenkrat ni več, ker s to osebo ni nič narobe. Jaz tudi ne porabljam besede normalno, nenormalno, a ne? Ker če sem jaz, ki nimam avtizma, če zase resem, da sem normalna, avtomatsko sporočam, da osebe z avtizmom pa niso normalne. Torej, če oseba zase ve, da ima avtizem, torej lahko končno razume svoje vedenje in svoje izzive oziroma težave pri vstopanju v komunikacijo z drugimi. Če pa mi za druge vemo, da ima avtizem, pa lahko brez težav, če se seveda za to odločimo, razumemo, zakaj oseba uporablja tako vedenje in tudi razumemo vse izzive, ki jih ta oseba ima pri vključevanju v našo družbo. Tako da jaz osebno, in delijo z menoj ali pa jaz z njimi mnenje tudi moji kolegi, vidim več prednosti kot slabosti v tem, da vemo za osebo, da ima avtizem ali ne. Ker velikokrat v praksi vemo ali vidimo, da ko nekdo ne ve, da ima oseba avtizem, ga hitro označimo z drugimi karakteristikami. A ne? Pri mlajših otrocih so to nevzgojeni, razvajeni, trmasti, starši konstantno poslušajo, ne znate vzgajati svojega otroka, a ne, dajte mu kakšno mejo postaviti, a je vedno vse po njegovo in tako naprej. Teh zgodb se mi naposlušamo še vsak dan v naši praksi. Kako pa potem poteka obravnava? Ali se potem pravzaprav uči ljudi, kako prepoznati, če naredi takšno gesto, je smiselno, če odreagiraš tako? Ja, zelo podobno temu, kar ste rekli, ja. Torej, glede na to, da avtizem ni bolezen, ne, torej ga ne moremo z nečim ozdraviti, ne, je seveda edina strategija, ki jo lahko uporabimo, to, da se z avtizmom naučimo živeti. Torej, tako osebe, ki imajo avtizem, da se naučijo z avtizmom živeti, kot ostali, ki s to osebo živijo ali pa delujejo. Torej, družinski člani, v vrtcih so to vzgojitelji, v šolah so to učitelji in tako naprej. Osebe z avtizmom, ne glede na to, koliko so stare, a ne, v bistvu učimo nekih strategij, socialnih veščin, spretnosti komunikacije, a ne, kaj uporabljati v komunikaciji in interakciji z drugimi ljudmi. Torej jih učimo nekega vedenja, ki ga lahko uporabljajo, da bodo bolj vključeni v družbo, da bodo bolj nepodobni, ampak da bodo lažje sobivali s svojimi vrstniki. Tisti, ki pa živijo z njimi ali pa delujejo z njimi, a ne, pa seveda imamo druge vrste izobraževanja in usposabljanj. V Zavodu Modri december res veliko pozornosti polagamo na izobraževanje in usposabljanje tako strokovne kot laične javnosti. Ravno zato, da lahko prepoznamo v nekem vedenju, da gre za avtizem in ne za kaj drugega, a ne. In pa seveda učimo, katera vedenja uporabiti, katere strategije uporabiti, katerih ne uporabiti. Če nas avtizem česa nauči, je to, da običajni, tako vzgojni kot drugi pristopi, ki jih uporabljamo pri nevrotipičnih osebah, pri avtističnih ne delujejo. Ne? Tako da ta klasična, ne vem, kaznovanja, deljenje raznih vzgojnih ukrepov v vrtcih in šolah in tako naprej, ne delujejo. Ne? Tako da ja, to področje je izjemno pomembno, zato ker je avtizem še vedno ne tako zelo dobro prepoznan v našem okolju in seveda, ker ni prepoznan, tudi ne poznamo strategij, kako najbolj učinkovito sobivati z njimi. Danes se zdi, da se sploh v osnovnih šolah po eni strani nekateri starši skoraj trendovsko borijo za to, da bi njihovi otroci imeli katerokoli že pripisano diagnozo, da bi lahko imel, ne vem, več časa za pisanje testov ali posebno obravnavo ali kaj takega. Po drugi strani imamo starše, ki bojo naredili karkoli, samo da njihov otrok ne bo rabil v blizu kateregakoli že zdravnika. Kako se recimo pri tem kako se spopadajo s tem v šolstvu? Ker veliko je že različnih diagnoz in vedno bolj se nekako spodbuja to, da bi vsi obiskovali običajne šole. Ja, da bi se šli tako imenovano inkluzijo. Ne? Ja.
Ja, drži. Obstaja več skupin staršev, tudi takih, ki se trudijo, da bi otroci dobili več prilagoditev, in potem se trudijo, da bi dobili tudi kakšno stanje, motnjo, kakorkoli. Bojda, jaz o tem iz prakse ne vem veliko oziroma ne vem nič, ampak slišim pa zelo veliko interpretacij, da otroci brez težav dobijo neko diagnozo, zato da dobijo različne prilagoditve v šoli. Vse to, kar ste omenili, podaljšan čas pisanja, individualno ocenjevanje, pisno namesto ustno in tako naprej, ali obratno, vse to so prilagoditve. In seveda prilagoditve otrok ne dobi, če jih ne potrebuje. Zdaj, ali jih potrebuje ali ne, je zagotovo tudi odločba tista, ki je merodajna za to. Jaz sicer moram priznati, da se vendarle čudim, če to res drži, zato ker strokovno mnenje opravi strokovna skupina, ki jo sestavi Zavod za šolstvo za otroke, za osnovnošolske otroke in srednješolske, za predšolske pa centri za zgodnjo obravnavo. In tako bi me zelo presenetilo, če se ti strokovnjaki, posamezniki, ki so člani teh skupin, posluževali takih metod, v smislu, da imamo diagnozo, ker je mama tako prosila ali pa želela, ali pa še kaj drugega, Bog ne daj. Tako da, ampak pravim, nič ne vem o tem, veliko pa slišim o tem. Tako da jaz si želim, da temu res ne bi bilo tako. Tale druga skupina, je pa tista skupina staršev, ki se boji stigme. Torej, kako bo moj otrok šel skozi življenje, če mu bo nekje pisalo, da ima neko posebno potrebo, da ima avtizem ali karkoli drugega. Tako kot sem že prej rekla, formalno postavljena diagnoza, ki je enkrat napisana na papir in vstavljena v otrokov zdravniški karton, ne predstavlja formalno nikakršne ovire v življenju. Tako da to je tudi ena od mnogih stvari, ki jih staršem vedno predočimo, kadar so pri nas na pogovoru. Veliko je staršev, ki se bojite stigme in jaz jo čisto razumem. Živimo v času, ki je zelo izločujoča. Živimo v času in v družbi, oziroma tako družbo smo si pravzaprav sami naredili, da gladko izločimo vse, kar ni v povprečju. Vse, kar štrli v plus ali pa minus, tako radi izločimo, radi damo na stran. Od to tudi to medvrstniško in drugo nasilje in tako naprej. Tako da razumem starše, da si želijo, da njihovi otroci ne bi bili posebni, zato da bi bili manj izločeni. Čeprav, tako kot sem prej rekla, otroci ne bodo izločeni zaradi diagnoze na papirju, izločeni pa bodo zaradi neustreznega vedenja. Tako da vedenje je zelo smiselno naslavljati, če govorimo o posebnem vedenju otrok z avtizmom. Seveda je smiselno naslavljati vsa vedenja, ampak imamo druge pristope. Ampak če govorimo o otrocih z avtizmom, ker uporabljajo taka vedenja kot jih, uporabljajo zato, ker socialne situacije drugače razumejo. Drugače razumejo, drugače jih interpretirajo in se seveda drugače odzivajo. Tako da zato je tudi tako zelo pomembno učenje socialnih veščin oseb z avtizmom. Pa imate sicer dobre izkušnje z obravnavo oseb z avtizmom v šolstvu. Tudi učitelji nenehno hodijo na izobraževanja, ampak ali je to že dovolj prisotno? Ne, absolutno ne. Trenutno imamo tako stanje v Sloveniji, da so učitelji nepripravljeni, tako kot tudi cel šolski sistem ni pripravljen na učence z avtizmom, če govorimo o šoli, lahko govorimo tudi o predšolskem, pa srednješolskem in kasneje. Ampak če govorimo samo o osnovni šoli, ki je pravzaprav obvezna v Sloveniji. Učitelji niso pripravljeni, kar pomeni, da ne glede na to, kateri študij zaključijo, katero stopnjo izobrazbe pridobijo, v času svojega študija ne pridobijo nikakršnih ali pa zagotovo ne dovoljšnih znanj, kako poučevati otroke z avtizmom. Naš izobraževalni sistem tudi ne ponuja izobraževanj učiteljem, ki delujejo v rednih osnovnih šolah, pa tudi v osnovnih šolah s prilagojenim programom, da bi pridobili neka osnovna znanja, kako poučevati otroke z avtizmom. Vse to ponujamo nevladne organizacije, ne vse, nekatere se ukvarjamo tudi z izobraževanjem, kot se naša,
In seveda vabimo strokovne delavce, učitelje, vzgojitelje, da se nam pridružijo in pridobijo vsaj osnovna znanja o avtizmu in kako izvajati učni proces v šoli. Druga stvar, ki je tudi pomembna, je ta, da torej pred tem, torej kako pristopati k poučevanju otrok z avtizmom, je zelo dobro, če učitelj prepozna avtizem pri otroku. Velikokrat se zgodi, da ga ne prepozna, oziroma da ga zamenja z nekim drugim stanjem, kot sem že prej povedala. Lahko je otrok samo res brez meja, je vse po njegovo in tako naprej. Lahko je otrok, ki je ure in ure pred ekrani. Skratka, da ne razširimo preveč zgodbe. Tako da, ja, naš šolski sistem ni tako zelo dobro postavljen. Moramo pa povedati tudi, da tisti posamezniki, strokovni delavci, učitelji, svetovalni delavci in tako naprej, ki pa prihajajo na izobraževanje, bodisi v Zavod Modri december, bodisi kamorkoli drugam, pa se opremijo in seveda ni dovolj eno izobraževanje, fino je, če jih je čim več, ker izobraževanje se tudi nadgrajujejo, da dobijo vsaj dovolj znanja, da lahko prepoznajo otroke z avtizmom in da jih lažje poučujejo. In tisti, ki gredo skozi ta izobraževanje, so krasni učitelji. Otroci sami povedo, njihovo vedenje je pravzaprav tisto, ki kaže, pri katerem učitelju se on počuti dobro in je posledično miren in obratno. Tako da v našem sistemu je v bistvu to zelo odvisno od vodje, torej od ravnatelja, ravnateljice, ali v takem izobraževanju vidi smisel in ali spodbuja strokovne delavce k izobraževanju ali ne. Nekateri bolj tradicionalno usmerjeni se bojijo, da ne bi šolstvo zaradi tega, če bi se preveč ukvarjali z različnimi motnjami in pojavi, diagnozami, da ne bi šolstvo postalo preveč individualizirano, ampak ali bi bilo to nujno slabo? Ker verjetno že ko so govorili nekoč o učnih tipih, vidni, slušni, pisni, se ponovadi v pouku to ni odrazilo. Mislim, da ne bi bilo slabo. Vsekakor se mi zdi pomembno, da vendarle pri poučevanju skupine, kar razred zagotovo je, vendarle izhajamo iz nekih posebnosti, ki jih vsak otrok ima. Od tega, o kakšnem učnem tipu pri otroku govorimo, do tega, kakšne so njegove posebnosti, kakšne so kapacitete, katera so močna področja, katera so šibka področja. Mi najpogosteje slišimo iz vrst zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, da je tak pristop absolutno nemogoč v skupini, kjer je, razredi vemo, da so zelo številčni, sploh v teh mestnih šolah, kjer je po 20, 25, 28 otrok. Seveda je je zelo težko uveljavljati ta individualiziran pristop. Ampak morda bi morali pa sistem temu prilagoditi. Zdi se mi, da naš trenutni šolski sistem, trenutni že dlje časa trajajoč, seveda tega ne omogoča. In je popolnoma razumljivo, da učitelji in drugi strokovni delavci v šolah rečejo, ne moremo se mi ukvarjati z vsakim posameznikom, jaz imam v razredu 25 otrok, ne morem se zdaj posebej ukvarjati z enimi pa dvemi avtističnimi, dvemi z motnjo pozornosti in koncentracijo, s tremi, z ne vem s čim in tako naprej. Po mojem mnenju, pa nisem zelo dober poznavatelj šolskega sistema, ampak vidim pa, kako otroci delujejo v njem, in kako starši delujejo in konec koncev, kako učitelji delujejo, se mi zdi, da vsi ti pritiski v navednicah, ki ga izvajajo neposredno, posredno, se pravi čujem, vsi otroci s posebnimi potrebami, nakazujejo na to, da jim vendarle morda čas za spremembo šolskega sistema, ki bo omogočal bolj individualiziran pristop do vseh učencev. Ker, kot rečeno, na eni strani imamo otroke s posebnimi potrebami, na drugi strani imamo nadarjene otroke. Pa tudi ne vem, če so deležni tolikšne pozornosti, kot bi sicer bilo dobro, da bi bili, če hočemo razviti ta potencial. Hočem reči, da manjšina je danes v povprečju. Večina je pa izven povprečja. Zdaj, ali imajo posebne potrebe, ali imajo druge potrebe, ali imajo neke ekstra potenciale. Skratka. Zdaj, omenili ste že motnjo pozornosti.
Ali se motnje pozornosti in recimo kakšne obsesivno-kompulzivne motnje do katere mere prekrivajo z avtizmom? Ja, obe stanji sta lahko pridružene avtizmu, a ne. Torej, avtizem nikoli ne nastopi sam. Vedno mu je pridruženo še vsaj eno ali več stanj. Motnje pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo, tako imenovani ADHD oziroma ADD, je lahko pridruženo stanje avtizmu. Ko pa omenjate obsesivno-kompulzivno motnjo, pa je to stanje tisto stanje, ki se pa pridruži kasneje. V smislu, ena stanja so pridružena že pri mlajših otrocih, kot je lahko motnje pozornosti in koncentracije, motnje v duševnem razvoju, govorno-jezikovna motnja in tako naprej, ne. To so že od začetka lahko pridružena stanja. Imamo pa stanja, ki se pridružijo kasneje kot posledica življenja teh oseb z avtizmom v nepodpornem okolju, senzorno prenatrpanem okolju, okolju, kjer ta otrok ni sprejet in nerazumljen in tako naprej. Ne, nastopijo neka druga stanja, ki jih v bistvu damo pod okrilje duševnega zdravja, in to je zagotovo obsesivna kompulzivna motnja, anksioznosti, depresije in tako naprej. Vsa ta stanja se pridružijo kasneje. Torej, noben otrok se ne rodi depresiven, tudi v predšolskem obdobju, pa v zgodnjih razredih osnovne šole težko govorimo o depresivnih in anksioznih otrocih, a ne. Zlahka jih pa vidimo v mladostništvu, torej v tem predpubertetnem obdobju, torej ne vem, zagotovo lahko že zadnja triada osnovne šole, srednja šola. Pri nas imamo vključenih kar nekaj mladih, ki so v teh stanjih, le redki, vsaj tisti, s katerimi mi delujemo, ne, le redki so taki, ki so šli dobro skozi osnovnošolsko ali pa srednješolsko izobraževanje brez posebnih dodatno pridruženih stanj. Večina pa je šla skozi ali pa je še v stanju te depresivnih stanj, obsesivno-kompulzivne motnje in tako naprej, ki so v bistvu posledica avtistične izgorelosti, a ne. Njim se zgodi avtistična izgorelost. Avtistična je rečemo zgolj zato, ker je avtizem tisti, ki je botroval temu, da je oseba šla v tale burnout, a ne. Gre pa za klasično izgorelost, a ne, to pomeni izguba volje, izguba smisla, skratka, se zapreti doma, reči ne grem se več, to so otroci, ki čez noč ne grejo več v šolo, niti ne grejo več ven iz sobe in tako naprej. Teh stanj imamo med mladimi in mlajšimi odraslimi izjemno veliko. Ampak to se zgodi takrat, kadar je otrok ni v nekem spodbudnem, lahko je v spodbudnem okolju, ampak je sicer preživlja čas, ne vem, ponavadi so to šolska okolja, ki so izjemno naporna zanje, ne. Veliko medvrstniškega nasilja, nerazumevanja, razne zbadljivke, žaljivke in tako naprej in tako naprej. In oni se s tem res težko soočajo, ker ga tudi drugače razumejo, slabše razumejo vse te signale, a ne. Brala sem, da se pri nekaterih vendarle tudi, če sem prav razumela, sam avtizem razvije kasneje, recimo, ko so mladi odrasli. Ali se res takrat razvije ali se že prej, samo da ga niso zaznali? Tako je, ja. Avtizem se lahko prepozna šele v odraslosti, ampak to ne pomeni, da oseba avtizma prej ni imela, ampak je samo tako dobro funkcionirala z njim. To so tako imenovani, a ne, visokofunkcionalni. To so posamezniki, ki so praviloma vsaj povprečno, če ne zelo uspešni v šoli, torej nobenih posebnosti tu ne zaznavamo, nihče niti ne pomisli, a ne, pri nas je ta uspešnost tako visoko kotira, a ne, torej če imamo uspešne učence, a ne, niti ne pomislimo, da ima morda kakšne druge izzive v življenju, a ne, kar je v bistvu dosti napačen pristop, ampak takega imamo. To pomeni, da je dosti dobro funkcioniral v tem izobraževalnem okolju, a ne, da je imela oseba dosti dobro razvite socialne veščine, in seveda take osebe zelo dobro maskirajo. To pomeni, da uporabljajo vedenja, ki zamaskirajo njihovo osnovno stanje. Veliko boljše so v tem maskiranju ženske kot moški, dekleta kot fantje. Seveda, želim reči sebi v škodo, a ne,
ampak želim povedati nekaj drugega. Če avtizem je prisoten pri neki osebi, se bo to slej ali prej pokazalo. A ne? Ponavadi se to zgodi takrat, kadar gre za neka prelomna življenjska obdobja, ali se zgodijo kakšne res lepe stvari. Vemo, kadar se nam zgodijo lepe stvari, ne vem, smo ekstra srečni in tako naprej, nam naraste adrenalin, pa smo 3 dni tako vsi iz sebe, a ne? Ampak to lahko njim zamaja tla pod nogami. A ne? Torej, kadar se zgodijo taka pomembna, prelomna, lahko tudi traumatične izkušnje ali pa nekaj zelo, zelo lepega. V vsakem primeru nam naraste adrenalin in je to za nas stresno obdobje oziroma stresen trenutek. Takrat se ponavadi tem osebam zamajajo tla pod nogami in takrat iščejo pomoč. In velikokrat se zgodi, da se v bistvu ugotovi, da gre za, v navednicah, samo za avtizem, ki ni bil prepoznan in s katero je seveda oseba toliko in toliko let živela, zdaj pa pač ne gre več. Kje pa lahko oseba pravzaprav ugotovi, da ima avtizem? Lahko, na primer, če gre za odraslega, obstajajo mogoče, ne vem, testi na spletu? Mislim, da spletu je veliko stvari, a ne. Jaz jih sicer ne priporočam, ker je teh stvari res preveč, a ne, in kako naj kot laik vem, ali oseba ve, kaj je prav, a ne, kateri test je res zanesljiv. Tako da mi vsekakor svetujemo, da raje opravi uradno diagnostiko. Zdaj, že ko omenjate odrasle osebe, v Sloveniji imamo diagnosticiranje oseb z avtizmom pripravljeno tako, da diagnozo lahko postavi zdravnik katerekoli specialnosti. Lahko je to osebni zdravnik, lahko je to pediater, če gre za otroka, a ne? Lahko je to psihiater, pedopsihiater, skratka, zdravnik katerekoli specialnosti. Res pa je, da je fino, če v tem timu delujejo še drugi strokovni delavci, kot so zagotovo klinični psihologi, specialni rehabilitacijski pedagogi in tako naprej. Morda delovni terapevti, ki poznajo področje senzorike in tako naprej. Res pa je, da v Sloveniji beležimo, da med zdravniki ni dovolj dobro prepoznan avtizem, da bi vsi lahko podali to diagnozo. Tako kot slišim iz prakse, so eni tudi, ki rečejo, glejte, jaz imam o tem absolutno premalo znanja, da bi si upal ali upala dati diagnozo, in napotijo starše, če gre za otroke, napotijo starše v 2 ambulanti, specializirani, ki jih imamo v Sloveniji. Če govorimo o otrocih in mladostnikih, mladoletnih, a ne. Zdaj, če govorimo pri odraslih, a ne, se zadeva malček oteži, ne zaplete, ampak oteži, a ne. V eni od teh 2 specializiranih ambulant je diagnostika možna samo samoplačniško, ker nima koncesije za delati z odraslimi. Oziroma lahko gredo po diagnozo k kakšnemu zdravniku, ponavadi so to psihiatri, ki imajo dovolj znanja za postaviti diagnozo. Že ko omenjamo odrasle, a ne, odrasle osebe z avtizmom so tudi bistveno manj deležne neke podpore. Težko govorimo o obravnavi, a ne, ker obravnavo ponavadi v Sloveniji izvajamo nevladne organizacije, pač različne, a ne. Ampak vsaj diagnostika pa je tista, ki bi po našem skromnem mnenju morala biti dosegljiva vsem. Tako da včasih se mi malce pohecamo pa rečemo, ne, odločevalci pri nas pogosto mislijo, da z polnoletnostjo avtizem izzveni nekam, izpuhti ali kakorkoli, a ne, ker dejansko, če se pogovarjate z odraslimi, vam lahko vsi povedo, a ne, in mi tudi, ki delamo z njimi, a ne, da v bistvu v našem javnem sistemu niso deležni nikakršnih podpor. Sicer pa imate recimo sami že v imenu zapisano avtizem in Aspergerjev sindrom. Kako pa se ta dva ločita med sabo? Gre samo za drugo pojavno obliko. Tudi Aspergerjev sindrom je avtizem. Velikokrat slišim interpretacije, da to ni avtizem, da je to nekaj drugega. Aspergerjev sindrom je avtizem, ampak gre samo za drugo pojavno obliko.
Te razlike sta opisovala že skoraj stoletje od tega dr. Leo Kanner in Hans Asperger, po katerem je imenovan Aspergerjev sindrom, ki sta v bistvu v svoji klinični praksi opazovala dečke in vsak na svojem področju beležil zapise teh vedenj, a ne. Tako da se je v bistvu takrat poimenoval tudi Aspergerjev sindrom, ki je pa sicer bil kar nekaj desetletij ni bil tako prepoznan, veliko dlje časa smo, govorimo o 30, 40, 50 letih prejšnjega stoletja, a ne, in tudi vse strokovne literature so opisovale avtizem. V enih literaturah celo lahko najdemo Kannerjev avtizem, torej poimenovanje Kannerjev avtizem. In je bistveno kasneje, v 80 letih, mislim, da leta 88, Lorna Wing, Angležinja, v bistvu povlekla iz predala oba zapisa ravno zato, ker je želela vendarle strokovni in laični javnosti predstaviti različne manifestacije istega stanja, iste motnje, ki je avtizem. In ona je tudi tista, ki je uvedla ta izraz motnje avtističnega spektra oziroma spekter avtistične motnje. Veliko izrazov poznamo v Sloveniji, tudi avtistične motnje in tako naprej. Skratka, jaz govorim o avtizmu, kadar pa seveda izobražujem ali pa usposabljam, pa seveda pojasnim, kakšne so razlike. Imamo mogoče kakšno statistiko, koliko oseb v Sloveniji živi z avtizmom? Ne, v Sloveniji nimamo še nobene raziskave, ki bi se lotila pojavnosti. V lanskem letu oziroma predlanskem letu, letu 23, 22, 23, 24 smo na Zvezi za avtizem, katere član je tudi Zavod Modri december, seveda, sodelovali v enem večjem projektu, ki ga je sofinanciral Norveški finančni mehanizem, in smo med drugim želeli tudi opraviti prvo raziskavo o pojavnosti avtizma v Sloveniji. Mi seveda raziskavo smo opravili, ampak podatki niso reprezentativni, da bi lahko na podlagi teh rezultatov govorili o deležu oseb z avtizmom v Sloveniji. Do boljših rezultatov pa nismo uspeli priti zelo preprosto zato, ker se zdravništvo ni želelo udeležiti te raziskave v smislu, da bi pač sodelovalo, da bi izpolnilo, mi smo razvili spletno aplikacijo, jo zaščitili z vsemi možnimi varovalkami, a ne, ker vendar gre za osebne podatke, a ne. Ampak izgleda, da je bil to vendarle projekt in je bil to vendarle projekt nevladnega sektorja, a ne, ker vemo, da v Sloveniji ga eni tako zelo narobe razumejo, a ne. Ponovno spet slišimo, a ne, pozive k temu, da je potrebno nevladni sektor preprosto zbrisati ali pa ukiniti, a ne. Ampak če govorimo o področju avtizma, lahko brez težav povemo, da se z avtizmom ukvarjamo izključno nevladne organizacije. Razen diagnostike, o kateri smo že prej govorili, da jo osebe lahko dobijo v javnem sistemu, a ne. Tako da ja, žal v Sloveniji nismo uspeli opraviti raziskave na način, kot smo si želeli, pa vendarle se ob interpretacijah, kadar so te potrebne, a ne, se naslanjamo na raziskave, ki so pa bile narejene v tujini. Tu sta zagotovo močni Amerika pa Anglija, Združeno kraljestvo, kjer pa imajo kar nekaj raziskav narejenih, a ne, in se ponavadi naslanjamo na njihove rezultate. Zdaj, raziskave tudi pokažejo različne številke. Zagotovo lahko govorimo o vsaj 1%, enem odstotku populacije, ki ima eno od oblik avtizma. So pa nekatere raziskave, ki kažejo bistveno višji delež, tudi do 5, 6, 8% delež. Tako da fajn bi bilo, no, da se mogoče kdo vendarle odloči, a ne, da bi v Sloveniji opravil to raziskavo. Mogoče, ne vem, je zdravstvena stroka tista, ki bi se jo lahko lotila, glede na to, da so oni tisti, ki postavljajo, edini kompetentni, ki lahko postavljajo diagnozo. Mi bi si zelo želeli, no, zato ker bi ti podatki prišli prav nam, ki delamo z osebami z avtizmom, kot tudi odločevalcem, a ne. Če bi odločevalci, tle imamo v mislih in različna ministrstva in razpisodajalce, nevladne organizacije, delujemo izključno z
sredstvi, ki jih pridobimo na razpisih, a ne, če bi odločevalci vedeli, s kolikšno populacijo mi delujemo, bi morda se drugače odločili, ko bi odločili o naših vlogah na razpise, kot se odločajo doslej. Ko ste že omenili tudi prej, očitno nihče drug ne nudi obravnave sploh odraslih oseb. Sami pri zavodu imate recimo prav poseben članek o fraktalnem risanju. Zakaj pa gre torej pri tej tehniki oziroma kaj točno to je? Ja, fraktalna risba je risanje z namenom, z več nameni. Eno je zagotovo sproščanje, a ne, torej karkoli počnemo, a ne, sploh kadar rišemo, pojemo, torej se ukvarjamo s kakšnimi umetniškimi tehnikami, nas to sprošča. Ampak pri fraktalnem risanju gre za to, da nas poleg sproščanja v bistvu lahko postavi v zelo dober stik s samimi seboj. Namreč fraktalno risbo rišemo z zaprtimi očmi. Kar pomeni, da mi spustimo vso kontrolo, ki jo imamo, ko ljudje gledamo, a ne. Torej to mrežo, mi rečemo mreža, a ne, ampak to, kar rišemo z zaprtimi očmi. In tudi barvice, s katerimi barvam ta polja, ki nastanejo v tej mreži, barvice izbiram z zaprtimi očmi. Barvam seveda z odprtimi, sicer ne morem pobarvati, a ne. V bistvu gre za samopomočno tehniko, torej kako priti v res dober stik s seboj, kako lahko pridem do svojih potencialov, za katere morda niti ne vem, da jih imam. Lahko si zelo dobro razjasnim neko sliko o sebi, namreč fraktalna risba nam pokaže, tale prva, ki jo izrišemo seveda, ne, ko o njej ne vemo nič, nam v bistvu pokaže zelo jasno sliko naše preteklosti, našega trenutnega stanja in kam gravitiram v življenju. In nam prva, torej diagnostična inicialna risba, mi rečemo, ne, pokaže neko stanje, nad katerim smo lahko ne pretirano presenečeni, rečemo, saj to sem pa že vedela o sebi, a ne. Mnogokrat oziroma najpogosteje pa se zgodi, da smo presenečeni nad tem, kar nam risba pokaže. Velikokrat seveda v to ne verjamemo, ker si rečemo, ne, vem, tudi sama sem bila tam, kako je možno, da lahko neke vijuge pokažejo nekaj o meni, a ne, ampak če sebe dovolj dobro poznam, a ne, ali pa če se potrudim si slediti, lahko ugotovim, da je to vse res. Tako da, ja, metodo fraktalne risbe oziroma fraktalno risbo sem sama seveda spoznala pred 5-6 leti, ampak ker pa sem šla skozi izobraževanje in tudi opravila oba izpita, prve in druge oziroma tretje in druge stopnje, seveda fraktalno risbo tudi poučujem, ampak kar se mi zdi pa zelo dragoceno, je pa tudi to, da sem fraktalno risbo vpeljala v zavod za delo z mladimi. In izvajamo program Fraktalna mreža za mlade, ki je posebej narejen program prav za mlade ljudi. To je seveda edino področje, ki ga mi v zavodu izvajamo in ga širimo tudi navzven, torej ni namenjen samo osebam z avtizmom, ampak komurkoli, a ne. Tako da vse te uvodne module, ki jih izvajam, Fraktalno mrežo za mlade, vse to izvajamo za kogarkoli to zanima, torej za avtistične in tipične, nevrotipične ljudi. Je podoben princip tudi pri senzorni integraciji? Senzorna integracija je eno drugo področje, ki je v Sloveniji tudi po mojem skromnem mnenju premalo prepoznano, ampak izjemno pomembno. Namreč motnja senzorne integracije je eno od najpogosteje pridruženih stanj avtizmu. Tudi motnja senzorne integracije je neko nevrološko stanje, ki tako v nekem preprostem jeziku pomeni, da naši možgani neustrezno modulirajo oziroma razumejo impulze, ki pridejo do nas. Impuls je vse. Impuls je zvok, impuls je dotik, impuls je svetloba, podatek, karkoli, a ne. In zdaj oseba, ki ima motnje senzorne integracije, a ne,
v bistvu zelo težko živi v našem nevrotipičnem, predvsem pa zelo hrupnem okolju, senzorno prenatrpanem okolju. Tudi to področje, tudi temu področju se v zavodu izjemno dobro posvečamo, ciklično izvajamo usposabljanje oziroma izobraževanje na to temo za strokovno in laično javnost, tu imamo v mislih starše, a ne, da pridobijo te informacije, kaj to sploh pomeni v življenju osebe z avtizmom, kje jih motnje senzorne integracije ovira, a ne, ker motnje senzorne integracije je v bistvu v življenju osebe z avtizmom bistveno bolj ovirujoče kot avtizem sam. Ker z avtizmom se lahko naučim živeti, a ne. Motnje senzorne integracije pa ne morem kontrolirati, če je ne predtem prepoznam in seveda tudi obravnavam. A ne. Tako da ja, izjemno pomembno področje. Sicer pa takole za konec, ali je avtizem oziroma sta avtizem in Aspergerjev sindrom že mogoče do te mere raziskana, da bi vedeli, kaj ju povzroči? Ne. Bilo je tudi kar nekaj raziskav narejenih, seveda, ponovno v tujini, kaj je tisto, kar povzroča avtizem, kaj botruje temu, da se otrok rodi z avtizmom. Nimamo jasnega rezultata, da bi lahko rekli, evo, to povzroča avtizem. Res pa je, da so vse raziskave šle najpogosteje v dve smeri. Eno je dedni, torej tale genetski material oziroma dedna zasnova, no, da se pač podeduje, a ne. Drugi zelo pomemben dejavnik so pa okoljski dejavniki, okoljski vidik, a ne. Torej, kaj iz okolja je tisto, kar lahko povzroči, da se otrok rodi z avtizmom ali pač ne, da povzroči, da avtizem nastane. Tako da tu verjetno bodo raziskovalci, verjamem, da še se pokvarjali z vzročnostjo, a ne. Čeprav meni se zdi, glede na to, da še ne vemo, to pomeni, da ne moremo preventivno delovati, a ne, če še ne vemo, kaj povzroča avtizem, ampak se mi zdi pa zelo pomembno, da vemo, kako živeti z avtizmom. Torej, kako čim boljše ali pa, ja, čim boljše, čim bolje živeti z avtizmom, ker avtizem ne nujno pomeni konec sveta, ne nujno pomeni izjemno osiromašenje življenja, bodisi osebe z avtizmom, bodisi njegove družine. Lahko pa to pomeni, če se v bistvu v življenju zataknem v to bolečino, a ne, zdaj imamo avtizem v družini, zdaj je konec z našim življenjem in tako naprej, a ne. Lahko se, in tudi vemo, da se to zgodi, a ne, da pač družina obtiči v neki bolečini in žalosti, a ne, in da ne more iti naprej. Z avtizmom se lahko živi tudi povsem navzven gledano običajna življenja. V vsakem primeru so pa to zelo prilagojena življenja, družine se zelo prilagodijo otroku z avtizmom, ampak še vedno lahko zasledujejo visoko oziroma vsaj višjo kvaliteto življenja. Ni nujno, da je to vedno slabo, naporno in težko. Lahko je tudi povsem običajno, seveda samo navzven običajno, a ne, ampak zelo prilagojeno. Ampak če v tem vidimo smisel in če zasledujemo, da nam je pomembno, da živimo dobro življenje, da živimo višjo kvaliteto življenja, smo seveda to pripravljeni narediti. Torej, v prihodnje bi svetovali predvsem staršem, mogoče opazujte svoje otroke, čim prej jim najdite ustrezno obravnavo? Zagotovo. Tako kot sem že prej rekla, jaz osebno vidim smisel v diagnostiki, ne vidim toliko smisla v tem, da ne spregovorimo o tem, ker, kot že rečeno, vedenje je tisto, ki bo povzročilo težave, ne pa diagnostika. Tako da ja, to je apel tistim staršem, ki morda vidijo kakšne posebnosti pri svojih otrocih, a ne. Bi bil pa to apel tudi drugim staršem nevrotipičnih otrok, a ne, da sprejemajo te otroke v svoje sredine, da jih ne izločajo, da ne kažejo s prstom na njih, da niso nasilni do njih, da je manj medvrstniškega nasilja. Vemo, da nas zelo težko se izognemo tem debatam. Pa vendarle se mi zdi, da smo mi odrasli tisti, ki v bistvu najbolj poskrbimo za to, da so naši otroci eni in drugi
bolj prijateljski med seboj in bolj vključeni. A ne? Mi odrasli smo tisti, ki ustvarjamo neko okolje, kjer so vsi otroci dobrodošli in srečni v tej sredini. In obratno. A ne? Če jaz kot odrasla oseba sporočam okolici, ta otrok mi gre na živce, bodisi da sem vzgojitelj, bodisi da sem učitelj, bodisi da sem soseda na igrišču, a ne? Če jaz s svojim vedenjem, ali pa seveda tudi verbalno, ima dovolj, da s svojim vedenjem kažem, da mi gre ta otrok na živce, bodo otroci mene posnemali in bodo tudi njim šli na živce. Če pa jaz kot odrasla oseba ustvarjam okolje in rečem, vsi smo tukaj, smo lahko tukaj, smo dobrodošli, smo sprejeti, a ne, se bodo tudi tega mojega vedenja drugi otroci učili. A ne? In s tem v bistvu ustvarjamo to pozitivno vzdušje. In sem prepričana, da s tem lahko neposredno vplivamo na to, da bi bilo tega medvrstniškega nasilja in tega izločanja pomembno manj. Čeprav, če se malo pohecam, kaj ni ravno kazanje s prstov, eden od kazateljev, da otrok nima avtizma, oziroma obratno. Torej, če otrok ne kaže s prstom, da ima mogoče enega od simptomov. Ja. Ampak ja, to je zgolj metaforično, ne. Ja, eden od znakov avtizma je lahko tudi ta, ja, pri zelo majhnih otrocih, a ne. Ko so še res zelo majhni, tam leto, dve stari, a ne, da kaže s prstom, pokaže na lučko, pokaže na medvedka. Ja, drži, ja. Ampak ja, imela sem v mislih to drugo kazanje s prstom, ne. Tisto izločevalno, a ne. Tako da ja. Samo malo za šalo za na konec. Najlepša hvala, da ste se oglasili v našem studiu in nam razjasnili kar nekaj pojmov. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala. Tako, dragi gledalci, danes smo spregovorili o avtizmu. Če ste mogoče zamudili začetek oddaje, vas toplo vabim, da si jo v celoti ogledate na spletu, na našem YouTube kanalu Megafon TV, kjer lahko najdete tudi ostale oddaje našega medija. Do prihodnjič, lep pozdrav.